Dober dan, za nami je štadion Bayerna, spoznala ga je tudi slovenska nogometna reprezentanca. Na njemu smo odigrali tekmo z Srbijo. Bilo je kar spektakularno, 1-1, zasluženo ali nezasluženo. V zadnji sekundi je Slovenija klonila, sicer bi bila že v osmini finala, prvič v zgodovini države. Z Gorazom sva si podrobno ogledala tekmo, že priprave na tekmo in tudi analizo selektorja in drugih odgovornih pri nas za stroko. Si kaj posebnega zaznal v teh dneh, pa na tekmi posem? Zaznal sem odlično Matjaža Keka v pripravi za tekmo, pa veliko nesreče v zaključnih podajah, ki Slovenija bi lahko iztržila več glede na akcije, ki jih je imela, glede na prostor. Ima pa tudi smolo Kek, da je v tej tekmi imel nerazpoloženega Benjamina Šeška. Pri Petru Stojanoviću, ki je običajno naš motor, je pa zmanjkovati začele moči že po dobri ali pa celo slabi uri. Ja, zdaj oba bi se dali verjetno pojasniti. Zdaj, Šeško je mlad, najbrž neizkušen, prvič pred morebitnim pristopom, tako kot letos. Verjetno je to pustil posledice, čeprav ima za sabo, po mojem mnenju, vrhunski menedžerski štab, ampak to čist mimo njega ni moglo iti, po mojem. Stojanović je bil pa načet, je pa čist poškodbe in telesne značilnosti teh posledic. To sigurno drži. Prepričan sem, da pri Benjaminu gre tudi malo za pomanjkanje moči. Ne gre pomanjkanje moči, gre za to, da jih je že preveč porabil spomladi in da ni optimalno pripravljen. Vidi se to v tehničnih izvedbah, kjer žoga se odbija, ne sprejemajo. Že če bi večkrat samo 2-3 dotike žog ostale v dosegu nog, pod njegovim nadzorom, bi marsikatera akcija šla drugače. No, pa zdaj, če dava to na stran. Ja. Generalno gledano, začeli smo perfektno. Z zadnje vrste tega velikega štadiona se je videl, da je bila priprava na tekmo, plan tekme, organizacija igre pri Sloveniji za 2 nivoje nad srbskim. To je zasluga predvsem strokovnega štaba, se pravi selektorja Matjaža Keka in njegovih pod njim. Srbi so pa to kompenzirali z neko improvizacijo, z individualno kvaliteto, ki jo imajo neizmerno na vseh položajih. Tako da na tehnici je bilo to nekako polegal, ampak kljub temu je bil ta naš del močnejši do zadnje sekunde. Tako da to je bila priprava brezhibna v bistvu na nek način. Tudi taktična izvedba je bila vrhunska iz našega zornega kota. Težko, če bi Srbi imeli tako taktično disciplino, kot jo imamo lahko mi, da so bi bili tako igrani, verjetno se ne bi zdaj pogovarjali tukaj, ampak škoda je tega razpleta, zaradi tega, ker verjetno je bila to ena najboljših taktičnih tekem, kar jih je ta reprezentanca odigrala v zadnjem obdobju. Proti tako močni ekipi, tehnično močni ekipi, s tehničnimi igralci, v konici napade, fizičnimi igralci, ker na koncu smo tudi zaradi fizike prejeli ta gol. Ampak celoti smo podigrali vrhunsko taktično tekmo, kolikor si sposoben in kolikor ti dopušča nasprotnike. Jaz priznam, da se je bilo težko zbrati po tekmi, ker sem takoj podoživel mislim, da je bilo 23. junij 2010 v mestu Port Elizabeth. Enostavno smo tam isto igrali neko pomembno tekmo z Anglijo, jo izgubili 1-0, ampak to ni bilo še usodno. Ne smo pa čakali tisto ZDA, Alžirija in zadnja sekunda, to besedno v zadnji sekundi je dal gol, mislim, da Landon Donovan. In pač zaradi tistega gola smo šli domov. Zdaj, to še ni bilo zadnje dejanje, pred nami je še Anglija, ki je načeloma najmočnejša, ampak tudi Danci so sicer z zelo dobro fizično igro jim lahko danes parirali. Očitno so tudi Angleži ranljivi, sam bojim se, da so vsako tekmo boljši. Kako to vidiš? Ja, načeloma bi morali biti boljši. Velike reprezentance iz tekme v tekmo narekujejo formo, stopnjujejo ritem igre. Zdaj, kako bomo pa mi odgovorili, pri nas je pa zdaj problem. Zdaj pa tretja tekma pri nas ne daje boljšo formo, ampak že marsikomu jemlje moči. Ne vem, kakšne rezerve imamo, posebej po poškodbi, kako huda, kako se bo lahko osvežil hitro Šeško, če ne bomo pač brez enega napadalca. Niti Andraž Porar
Veliko je pretekel danes, sam pač neke koristnosti v smislu napadanja ni bilo, očitno je šlo preveč energije za obrambo. Predvsem jaz mislim, da bo mogel delati na osvežitvi ekipi, bolj kot na taktično-tehnični pripravi, ker mislim, da te fantje so že pripravljeni. Nekaj rezerv ima, ne? Kakorkoli obračamo napadalce, ima tu 4, ima še neko temo tabuja, Josip Iličić, ki, če si ga poklical, verjetno mu boš dal 20 minut na eni tekmi, več kot ene šanse več nima, ne? Oziroma, če ne bo šlo po načrtu. Tako da ima tudi Celarja, ima Vipotnika, mislim, da je danes, oziroma zanesljivo smo gol dobili zaradi tega, ker napadalca nista preprečevala diagonalnih žog od štoparjev na Jovića in druge te visoke napadalce srbske. In tu so lahko rezerve, če sta Vipotnik, pa ne vem, Celar, Šeško, Šporar, do takrat je vendar še 5 dni, ne? En dan več kot zdaj od Anglije. Tako da nek manever v napadu ima Kek, ne? Tudi zvezdna vrsta se mi zdi, da je bila danes boljša kot zadnjič. Predvsem Elšnik, Čerin ni bil nič kaj dosti boljši kot zadnjič, kar ne pomeni, da je bil slab. Ampak Elšnik je pa napredoval v teh 4 dneh, to se je pa videlo. Ne, Elšnik je imel brat popoln. Za Gnezdo. Gnezda me na eni strani impresionira z gibljivostjo in zmožnostjo igranja ritma, igranja tekme skozi 90 minut v istem ritmu. Žal je pa danes res imel nešteto priložnosti za boljšo zadnjo podajo, za boljšo odločitev pri podaji in nekako, kot da se ni ujel z načinom igre in ritmom igre. Kako svojo glavo vklopiti v to bitko. Vse ostalo je štimal, sam zadnja podaja je pa, in to je pa za reprezentanco, kot je naša, ki potrebuje natančne podaje, dokler je imela žogo v nogah. Je imela nadzor. Ko je zadnjo podajo šla v neko zaključno akcijo, je bila tako izgubljena in se spet dogaja, da moraš porabljati energijo in tukaj moramo biti, igralci morajo biti veliko bolj zbrani in bolj razmišljati. Je bila pa težka tekma, ne, ker vedel se je, da se ne sme izgubljati žog in hkrati moraš biti potrpežljiv. In ta potrpežljivost je značilna za močne ekipe. In danes smo mi potrpežljivo igrali. Smo. Zdaj recimo, da imamo še dan več za pripravo, ne, na tekmo. Namesto 4 bo 5 dni. Navijači imajo tudi dan več za pripravo na tekmo. Ne? Tako da jaz upam, pričakujem, želim si, da bi ponovili to, kar smo danes videli, ti spremljaš nogomet. Ja. 50 let, jaz ga 40. To je nekaj nevidenega doslej bilo, to je treba poudariti. Samo vsakmu posebej lahko čestitamo, da je prišel sem in preglasil Srbe, ki jih je bilo 2-krat več. Ne? To je res. Samo klobuk dol sem in to lahko si samo želimo, da bo v Kelnu isto. Vrhunski štadioni naredijo vrhunske navijače in tukaj je bilo več kot očitno, kako en ambient dober, tak mogočen štadion naredi vse boljše in tudi navijače. In jaz verjamem, da bilo je med navijači veliko, ko bi rekel, nestandardnih navijačev, ki so doživeli verjetno edinstveno izkušnjo. Mogoče neč več edinstveno, da bojo delali na tem, da bojo še drugo doživeli. In ob takem vzdušju seveda je igralcem takoj lažje. Še posebej, če jih podpirajo, ne, da negativno, da se izražajo negativno. To je bila čista podpora, happening, no. Happening. Zdaj, kot vemo, je ta štadion v Kelnu, na katerem bomo igrali 25. junija, je eden najbolj akustičnih v Evropi. Ne. Tako da nasprot bo tudi Angleži, ki radi pojejo, tako da to si lahko samo predstavljamo, da bo spet en nov šov in kaj bi lahko za konec, ajde za neko sklepno misel rekli, kaj lahko pričakujemo tam v torek. Ja, jaz se nadejam podobne tekme kot v Afriki, ampak s srečnejšim razpletom. Se pravi, da ga bo Dedić v 80. dal, ker tam ga ni dal. Lahko ga da v 6. Lahko ga da tudi v 6. pa potlej Oblak dela čudo v obrambi. Zdaj ga ne bo dal Dedić, ampak njegov varovanc. No, tako. Šeško. No, evo, to je to. Hvala za navzočnost. Se pa spet kaj oglasimo čez kakšen dan ali dva, ali pa mogoče okrog tiste tekme z Anglijo.